Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Ko v Idriji govorimo o košarki, nikakor ne moremo brez imena Rado Vehar in veliko veselje mi je, da je Rado Vehar danes naš gost. Lepo pozdravljeni. Tudi vam. Rado, kot rečeno, brez vašega imena idrijska košarka nikakor ne gre v pogovoru. Odkje vaša ljubezen do košarke? Ja, kaj bom rekel, lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem. Dobili ste enega fosila tukaj izkopali z rudnika živega srebra, in potem mene postavili za to vašo cenjeno mizo. Od začetka je bila ta nekaj v zvezi s športom in silom okoliščin me prisililo pod narekovaji za to, da sem se usmeril v to igro, ker je v tistem času, ko se je začela dogajati košarka v Idriji, je bil trener košarkarske ekipe Julij Kržišnik, ki pa je bil silom razmer tam in pokazala se je želja igralcev po nekem bolj strokovnem delu in jaz sem bil takrat vpisal fakulteto za šport. In na tej šoli sem potem pričel z usmerjanjem v košarko pod profesuro Mika Pavloviča. Mik Pavlovič, znano ime slovenske košarke, prav tako pa tudi vaši sošolci, omenili ste mi v predodajo, Janez Drvarič, Vinko Jelovac, to so res velika imena slovenske košarke. Ja, zagotovo mednje spadate tudi vi, še posebej za Idrijo. Ne, leh malo pretiravanje, tukaj nisem dosegel tiste njihovega nivoja, ampak v tem skromnem okolju, razmerah, smo pa bili nekaj, se je bilo treba odločiti in pač odločili smo se za košarko. Bili pogoji, okolje je bilo tako, kakršno je bilo. Takrat na začetku se je pripravljalo svetovno prvenstvo v košarki. Tik pred tem se je ustanovil košarkarski klub Idrija 69 leta v septembru in pač kar silom inercije je to se dogajalo, da smo ostali v tem športu in v tem okolju. Zdaj, dobrih 50 let delovanja v košarki, zagotovo so bili vzponi in padci. Kaj so tisti najlepši spomini vašega udejstvovanja v košarki? Teh je bilo pa polno, od prevozov na tekme, ko nas je vozil z kombijem pokojni Tušar, do tekem, ki so se dogajale, naprimer v Borovnica je bila takrat v naši skupini, pa smo igrali na zunanjem igrišču, tam je bil pa viadukt z vlakom, in ko je šel vlak mimo igrišča, smo ustavili se in gledali vlak, namesto da bi žogo iskali na terenu. Take stvari so se dogajale. In na terenu, in ob terenu. Vseh sort je bilo. Ampak skozi vaše trenerske roke je šlo ogromno igralcev, bi katerega posebej izpostavili ali pa kakšno generacijo teh košarkarjev? Teh je polno. Zdaj, kogarkoli bom rekel, bom nekoga pozabil. Naprimer, zanimivo je bilo delati z Lukom Rupnikom, nahajav fant, super talentiran, odličen igralec, no še zdaj je, tako da, mislim, to je bil eden samo od mnogih, ampak ne samo v narekovajih mojih igralcev, ampak pač tiste 2 leti, ko sem bil z njim, je bilo zanimivo. No. Ko ste ravno omenili Luko Rupnika, spomnim se najnega pogovora pred skoraj 20 leti, ko sem vprašal za en gostovanje v studiu Primorskega vala in vam takrat rekel, da pripeljite seboj enega mladega tekmovalca. Takoj ste
omenili Luko Rupnika, točno je. še ne 10-letnika. Ja. Torej znate hitro prepoznati pravega talenta. Ne vem, če sem jaz lih naslov za tako prepoznavanje. Meni v bistvu niti ni bilo talent tisti vrhunski nivo, ampak je bilo bolj merodajno to, da je človek rad se ukvarjal s košarko, da je bil v prostem terenu, prostem času na terenu, da je rad imel košarko in da se s tem ukvarjal. To mi je bilo bolj pomembno, kot pa sam talent igralca. Se veste, talent je eno, volja do dela in pa ki zagotavlja uspeh, je pa drugo. Trenerji so različni, eni poudarjajo fizično pripravljenost, drugi bolj poudarek na tehniki, v katero skupino sami spadate. Ne vem, tako kot sem rekel, meni ni bila košarka, mislim, sam talent tisti merodajen, ampak res tisto, da je pač ni zamujal na treninge, da ni spuščal treninge, da je rad bil v prostem času tudi na terenu, da je nekaj dal v igri od tega. Tako da to je bilo, nisem imel jaz neke take prioritete, da bi rekel, fizična priprava je merodajna, višina je merodajna. V Idriji, veste, nismo bili nikoli visoki igralci, razen zdaj, ki še par let nazaj od Sašota Kavčiča skupina, ko so bili Mlakar, ko je bil Simon Tratnikov, so bili res zavidljiva višina, ki nam je tudi Slovenija zavidala in so tudi naredili dober rezultat, bili v finalu in to je bilo to. Jaz pa za mene je bilo res merodajno tisto, da je človek rad prišel na trening, da je rad odigral, da je bil tudi navižen, kot bi temu rekel v Cerknem, da je bil tak igralec, kot se gre. Zdaj, kot profesor športne vzgoje, dejansko ste imeli vpliv na marsikaterega učenca, govorimo najprej ste bili na gimnaziji, potem v osnovni šoli v Cerknem. Je bilo težko navdušiti mlade fante za košarko? Jaz bi rekel, da je bila prej obratna smer, da so oni mene navdušili za košarko. Jaz nisem bil nikoli tisti trener, ki bi iskal igralce v okolju, ampak tudi recimo, če je bil nekdo talentiran, pač 2-3 besede začne s košarko in mogoče boš uspešen pri temu. Jaz nisem bil tak, jaz sem bil, se pravim, tisti, ki se je rad pojavil na treningu, ki je rad delal s tisto skupino otrok, včasih tudi malo preveč na knap, bi rekel idrski knapi, ampak to mi je bilo bolj pomembno, da so otroci radi hodili na treninge, da so se udeleževali tega in bolj kot pa tisti pogoj, da bi uspel, ne vem, bili kakšni igralci postali. Ni mi bilo to cilj. Čeprav nekaj rezultatov je bilo takrat v tem pionirskem festivalu, bivšem se je tako imenoval, smo parkrat igrali z mlajšimi kategorijami v finalu, bili tudi prvaki v Novem mestu, postali pri starejših pionirjih. To je bilo to, ne morem se pohvaliti z ne vem kakšnimi rezultati, ampak bolj z enim kontinuiranim delom. Čeprav je bilo to do tega marsikrat prišlo do težav, ko bi najrajši rekel, postavil vse skupaj v kot in šel na 2-3 pira in to je bilo to. 50 let je res dolga doba biti aktiven v nekem športu. Če pogleda, kako ste dojemali ta razvoj, recimo 40-50 let nazaj, ni bilo tako lahko dobiti nekih podatkov,
ali o načinu treniranja, ali o pripravah drugih ekip. Danes so ta družbena omrežja vse postavila na glavo. Kako je bilo v začetnem obdobju? Neprimerljivo je bilo, neprimerljivo. Jaz sem visel tam v hali Tivoli, takrat je v hali Tivoli bila Košarkarska zveza Slovenije. Tam sem prosil za filme, ki so jih imeli na razpolago, da so jih posojali klubom. Tam sem vse tiste fante, ki so tam delali, sem poznal in jih prosil pač za te stvari in so mi posojali. Takrat je bil kinoklub v Idriji, tukaj malo niže dol, in tam smo hodili, smo gledali te filme NBA, ko zdaj sam priklopiš na daljincu in vidiš teh tekem, kakor jih češ, takrat tudi približno ni bilo to. Imel sem srečo, da je bil Drvarič, Janez Drvarič, trener Olimpije, da je bil tudi v reprezentanci pomočnik in preko njega smo kontaktirali, smo bili v stikih in tudi on je doprinesel, recimo, da je prišel Čosić v Idrijo, da je kasneje bilo nekaj takih predavanj na to temo, da so bili trenerski tečaji v bivšem Nanosu, so bili otroci nastanjeni, pa je Dežman potem kot vodja teh, pa pokojni sem, so pač vodili te stvari, mi pa bili zraven in vse skozi to ali dvigali, ali smo, ne vem, lihkišnih hudih ambicij, jaz nikdar nisem njemu za ne vem kaj in tudi nisem investiral, bom rekel, v navednicah v to, ampak bil sem zadovoljen s tem okoljem, ki je bilo tukaj, da se je družilo, da se pač. No, ampak v tem okolju ste nedvomno pustili velik pečat, pa če se malce dotaknem tega prihoda Krešimira Čošića v Idrijo, prav ob pripravi na današnji pogovor mi je nekdo omenil, da moram dejansko to vprašati, kako ste uspeli pripeljati tedanjo, lahko rečemo, zvezdo, ne samo jugoslovanske, ampak svetovne košarke? Veste, to je bil človek, naprimer, jaz sem bil takrat tudi, ko me prosil, Čosić me je prosil, ker je bil, da bi peljal avto nehal na en seminar, smo imeli v Šoštanju. Ampak, ko sem se usedel v tisto avto, nisem dosegel z nogami dobesedno za stopalke za plin, pa še en Audi EM, ko je bil zmenjal ročke na volanu, jaz tega nisem bil vajen in me je nagnal na sosednji sedež in on sam peljal do Šoštanja, emu tam predavanje in to je bilo to, no, tukaj je pa bil Drvarič tisti, ki je odločilno pripomogel, da je takrat prišel ta možakar v Idrijo, odšpilal in jaz se še zdaj spomnim ko smo igrali z njim, je on prenašal žoge. Spomnim se Grahlna, Ivana Grahlna je bil takrat kar markantni igralec pri nas in sta se zastopila, mislim, že s prvo podajo je šlo na krilo in Ivan jasno poentiral. Sta se nejdla, no tako bom rekel, ko bi človek 2,10 visok kot playmaker se pojavil na terenu in odigral to na način, kakršen je. Drugače pa nisem bil jaz tisti, da bi ne vem si kakšne zasluge pripisal. Prej bi rekel, da je bil Drvarič tisti, ki nam je pomagal pri tem, da smo ga tega
možakar je videlo v živo tukaj. Ampak nedvomno je k temu pripomoralo vajino poznavanje z Drvaričem. Ja, to pa so bila sošolca, v bistvu, ne, tako da ne bilo panike, kar se tega tiče. Ne. Kako pa obdobje igranja Idrije v prvi ligi, kakšni so spomini na to obdobje? Ja, super, na predsednico Viktorijo, super, kapo dol. Na Milovića, ki smo se delovali tako ali drugače, na tisto euforijo, ki je nepozabna, ki je enkratna. Ful pozitivne stvari so se dogajale v športne oziroma v Modri dvorani in okoli igralcev, vse veste, spomnite se Franceta Rupnika, tistih nehavih 40 košev pred Olimpiji, na Šuleta, na Tiringerja, na vse te fante, ki so igrali tukaj v Idriji, je bilo, da ne rečem publik, da ne govorimo o publiki, ki je bila enkratna, od prefarcev pa do idrijskega bazena. Cela Slovenija je v bistvu poznala to Modro dvorano, navijanje v Modri dvorani in dogajanje okoli košarke v Idriji. Ampak zanimivo je, da tudi sedaj, ko je košarkarski klub Idrija v 3. ligi, še vedno so tribune polne. Se pravi, še zmeraj je neka euforija, sicer v manjšem obsegu kot pred slabimi 20 leti. Kako gledate na trenutno situacijo? To definitivno je v idrijskem knapu tudi nekaj genske zasnove na temo košarke. In če tega ne bi bilo polne dvorane, polne Modre dvorane, ki pa je odraz, mislim, da kar nekega vložka dela v to. Imamo super predsednika Dušana Lapajneta, mislim, resnično dobričena človeka. Imamo Sašota Kavčiča kot športnega direktorja, ki vodi vse te niti v Idriji in mu ni žal časa vsega in resnično je okoli teh dveh ljudi še nekaj drugih, ki pač dajo ton vsemu temu dogajanju na tem področju, tukaj, v tem okolju. Ampak del tega pogona ste tudi sami še vedno, sploh pri vzgoji mlajših generacij. Kakšni so obeti za prihodnost idrijske košarke? Jaz se ne bojim do tega. Če bo štimungal spet v navednicah, tako kot je do zdaj, ne bojazni. In lik zdaj se dogajajo nam kar dobra skupina letnika 2009, letnika 2010. Velikih je v vsakem letniku po 20 otrok v bistvu. In ravno zdaj sred januarja bomo šli na obisk v Beograd. Sašo je dobil kontakt z organizatorjem v Beogradu in peljemo ta skupino 2009 in dva fanta 2010 na res mednarodni močan turnir v Beograd, ki bo združen še z ogledom dveh evroligaških tekem. Ena tekma Crvene zvezde, druga tekma pa Partizana. Tako da se veselim, pa hkrati bojim, a veste, pele to čredico, koliko 600 kilometrov, se ne vem niti točno zadol. V glavnem, neka odgovornost se bo pokazala in upam, da bo vse v redu, da bodo otroci uživali in ker so si zaslužili to. Tako da posebej ta generacija sicer ni visoka, ampak je pa pridna, prizadevna in upam, da bo dala svoj rezultat na koncu sezone.
Rado Vehar, pridružujem se vašim željam, da bi, bom rekel, ta generacija, pa tudi ostale, uspele, da bi idrijska košarka še živela. Še enkrat hvala vam, ne samo za obisk pri današnjem pogovoru, ampak tudi za vse, kar ste že storili in kar še boste za idrijsko košarko, pa se vidimo v Modri dvorani. Ja, hvala lepa vam in vašemu studiu tukaj in vašim poslušalcem. Drugič pa kakšnega mlajšega dinozavra izkopljete tukaj iz tega okolja, ki bo marsikaj še znal kaj povedati. Zagotovo bomo dobili tudi druge goste še iz sveta košarke, zaenkrat pa rado, še enkrat hvala vam za obisk. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega pogovora in pa vabini tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.